Kranju so danes predstavili začetek črpanja sredstev iz novega Evropskega sklada za pravični prehod. Do tega denarja sta v Sloveniji upravičeni Šaleško-Savinjska in Zasavska regija. Gre za območja, kjer so že ali pa bodo še morali zaradi prehoda v brezogljično družbo zapreti premogovnike. Sloveniji je do konca te perspektive od 17 milijard in pol evrov težke skupne evropske malhe na voljo 250 milijonov, od tega 174 za Šaleško-Savinjsko regijo in 75 za Zasavje, še dodatnih 10 milijonov pa za tehnično pomoč. Več Matija Masnak. Premogovništvo povzroča tudi degradacijo okolja, po zaprtju rovov številni ostanejo brez dela. Zato je teh 1/4 milijarde evrov, ki je zdaj na voljo Šaleško-Savinjski in Zasavski regiji, prava mana z neba, pove župan Trbovelj Zoran Poznič. V resnici pomeni za Zasavje končno en preboj iz industrijske dobe v eno postmoderno družbo. A roki za prijavo projektov so kratki, sredstva bodo morali počrpati v naslednjih 3 letih. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Mislim, da se bodo to, ker to pa zdaj kot župan bivši govorim, sladke skrbi. Trenutno je odprt drugi razpis v vrednosti 35 milijonov evrov za izgradnjo poslovno-ekonomske infrastrukture. Državna sekretarka Andreja Katič. Razpis podpira gradnjo in opremljanje podjetniških inkubatorjev v obeh ožjih delih regij. V Šaleški dolini nameravajo zgraditi tehnološko-industrijsko cono ter staro elektrarno prenoviti v center prihodnosti. Velenjski župan Peter Dermol. Rečemo, da uradno začenjamo prestrukturiranje naših regij, čaka nas pa ogromno dela. V Zagorju bo zaživel Kemijski inštitut, v Hrastniku velik inkubator, v Trbovljah mesto akrobatov, našteva župan Poznič. Samo za mesto akrobatov se predvideva v 5-letnem obdobju 1000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. To pomeni sprememba stanovanjske politike na področju šolstva, izobraževanja. Predvideno financiranje projektov iz tega sklada je 100-odstotno. Dravske elektrarne Maribor, ki upravljajo 8